Stalinov vagon, rojstne hiše Stalina, WC z razgledom. Ko je to čudovita gora. Čudovit pogled na cerkvico Svete Trojice. Najbližje Rusiji v najnem življenju. Veliki slab, 2 leti. Visok. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Zmajo se nahajamo že v naslednji državi, Gruziji. A vidite, kaj je za nama? Zloglasni zeleni vlak. Seveda. Stalinov. Od Stalina. Se pravi, nahajamo se v mestu Gori v Gruziji. To je pa ta znameniti vlak, v katerem je Stalin podpisal premirje z Nemčijo, ga je potem seveda prekršil. Pejmo pogledati noter v Stalinov vagon. Raj na zemlji ne snema samo naravne znamenitosti. Včasih se najde tudi kakšna kulturno-zgodovinska, tako ja. Ampak samo včasih. Je pa to mene že en cajt zanimalo. No, zdaj sem pa tlele. Tole, kupeji. Aha. Ete, evo, banja, WC. Delovna soba. Kakšne zanimive ruske sobane. Stalina noben ni smel pogledati v oči. Če je kdo pogledal v oči, ga je kar ubiti. Še Stalinov kip. Zdaj noter nisva smela snemati. Tako da gremo še vam posneti park. Evo, tukaj not je pa zdaj še ostanek rojstne hiše Stalina. Dobro jutro v drugem dnevu Gruzije. To je cesta, ki povezuje Tbilisi z Rusijo. Zdaj se gre proti Rusiji, ampak pogledajte tele hribe. Noro. Zdaj so na 2100 metrih približno. Tako da je zasnežilo, približno na 3000. Po noči je bil dež, tako da danes smo pa odlične razmere za v hribe. Nahajava se na parkirišču pri cerkvi Svete Trojice. To je pa v bistvu ena najbolj znanih cerkva v Gruziji, ker je na čudoviti lokaciji pod goro Kazbek. Je pa to nad mestom Stepantsminda, povsem blizu ruske meje v srcu Kavkaza. Evo, takole izgleda tale cerkvica Svete Trojice. To je v bistvu ena najbolj fotkanih cerkvic v Gruziji. Evo, med konji pogled proti cerkvici Svete Trojice. In pa teli vrhovi, to so vsi, mislim, da je tale kar čez 4000 metrov že visok. Oba dva, no. Zdaj, Kazbegi se pa žal ne vidi, pa v megli. Je pa kar hladno, kot 5 stopinj. Seveda, včeraj je padel sneg, tako da nimaš kaj. Tako je septembra na 2500 metrov. Kar še prihajajo. Pa še eden.
skozi oblake, malo kuka, vrh Kazbegi, 5200 metrov. Zdaj se pa nahajava približno na 2600. Vse, malo se odpira, malo se zapira. Bomo videli, upajmo, da bo. Evo, spodaj cerkvica Svete Trojice. Je že kar ogromno avtomobilov parkiranih. Evo, tudi nekaj pohodnikov za nama. Evo, prej so bili konji. Zdaj so pa že ovce. So pa kavkaške ovce. Pa pastir. Še ovan je vmes. Sva približno na 2900 metrov. Se pravi, so naredili okoli 700 metrov višinske razlike. Evo, in se je že pokazala koča. To je prva koča na poti na Kazbegi na 3014 metrov. Se pravi, ima dobrih 100 višinskih metrov oziroma dobrih 10 minut do koče. To bo verjetno najen cilj, ker imamo pa še precej za pogledati si. Evo, res je WC z razgledom na Kazbegi. Evo, to je pa koča na 3014 metrov. Evo, kot vidite, res po noč padlo mehen snega, 2 cm. Takole zdaj zgleda. Zdaj pa še počakamo, da se Kazbegi odpre. Zdaj se je pa Kazbeg pokazal. Glejte, noro. Ko je to čudovita gora. Se pravi, zdaj jo zgledamo z višine 3000 metrov. Vrh je pa visok 5200. Se pravi, še 2200 metrov nad nami. To so neverjetne višine. Tukaj je pa malo poprha, sneženega poprha. Tam nahaja še ena koča, pa tam naprej je pa poj ledenik, ko se lepo vidi gor ledenik. Koliko je to nadebel ledu, snega in ledu, noro. To je sigurno, da je bila prek 100 metrov. Pa še pogled na Kazbegi, zgornje gozdne meje. Evo, tle je pa meja, ne morate verjeli, na 2600 metrah. Raste pa breza. Res zanimiv. Ne vem, pa ne bom ločil, je to naša breza. Navadna je kakšna kavkaška, ker je bolj nizka, no seveda na tak višini bolj nizka. Tako da, drevesna meja na 2600 metrih. Evo, teli hribi so pa na drug stran doline. To je pa glavna dolina med Rusijo in pa Gruzijo. Sva na panoramski točki. Čudovit pogled na tole cerkvico Svete Trojice, ki se pa res lepo pokaže, čudovit. Evo, pogled nazaj je pa takle. Ja, Kazbegi kar se ne da, kar v megli. Tako da so res v bistvu imela srečo, da so ga videla celega. Zdaj sva pa pod cerkvico Svete Trojice Gergeti. Evo, to je pogled na mesto Stepantsminda. To je zadnje mesto pred rusko mejo. Evo, zdaj pa na to stran. Evo, pogled na cerkvico Svete Trojice in pa Kazbegi. Čudovito, ne? Prej sva pa tamle gor, tam, ko se začne megla. To je bila ta koča na 3000 metrih. Tale cerkvica se pa nahaja na 2180 metrih nad morjem. Kar vse, precej visok.
Nahajava se v soteski Darjali in sva najbližje Rusiji v najnem življenju. Evo, tole je sicer zdaj seveda gruzijska meja, tamle naprej po kanjonu se pa začne Rusija. Mislim, da je kakšne 2-3 km, je pa že res prava ruska meja. Naslednje večje mesto, se pravi v Rusiji, je Vladikavkaz. Še en pogled z malo više na gruzijsko-rusko mejo. Nora soteska v Kavkazu, soteska Darjali. Še kar so v tej dolini Darjali, blizu ruske meje. Zdaj se gremo pa ogledati oba slapova Gveleti, se pravi mali in veliki slap Gveleti. Evo, tukaj piše nadmorska višina 1504 metre. Taka zanimiva soteska zgleda, pa da vidimo. Evo, tukaj sta zdaj dve dolini, se pravi v tej dolini je veliki slap Gveleti, ta dolina, v tej dolini pa mali slap Gveleti. No, mi gremo najprej pogledati mali slap, potem pa še veliki slap. Pa se je pokazal mali slap Gveleti. No, že to je visok 25 metrov. Smo že v bližini velikega slapa Gveleti. Ta je pa visok. Veliki slap Gveleti. Visok, ja, 60 metrov, bi rekel, na oko. Evo ga. Še zadnji postanek po današnjem super doživetju hribov in slapov. Evo, zdaj smo pa še pri zanimivem travertinu na glavnem kavkaškem grebenu, na prelazu med, prav, cesta gre čez prelaz med Tbilisijem in Vladikavkazom. In tukaj se nahaja približno na 2300 metrih, se nahaja takle travertinski, kamninski vložek. Tole gor tole izvira, višji gor, pa takole pa je dol pada počas čez tele skale. Tle je pa še v bistvu tunel, to mojo pa zapozim, če slučajno tle pridejo plazovi, kar predvidevam, da pridejo. Se gre potem skozi tunel, pa tamle se vam pride, ki je pač manjša strmina, ni več nevarnost plazov. To je res zanimivo.